Prav lepo zdrav še v mojem imenu, moje ime je Marko Korenjak in iskrene čestitke za organizacijo tega dogodka. Najlepša hvala predsedniku in njegovemu timu, da ste me povabili, da lahko kaj povem. Naslov predavanja je Moj boj s hepatitisom C, ampak želel bi uporabiti ta naslov, da govorimo o nečem, kar je bolj pomembno z vidika našega dela, z vidika vključevanja tudi pacientov, tudi vas, v delo na področju medicine in raziskovanja v medicini. Zato bi današnje predavanje imelo naslov Vključevanje pacientov v medicinske raziskovalne projekte. In temelji na tem, temelji na mojem boju s hepatitisom C. Ko sem šel na zdravljenje hepatitisa C, nikoli si nisem mislil, da bom v vlogi zagovornika pacientov, ampak stvari so se pripeljale tako daleč, da namesto starih stvari, torej bil sem kar precej vesel in srečen in zadovoljen trener komunikacije, je prišlo do tega, da sem zdaj 100% evolviran zagovornik pacientovih pravic, pacientovih vključevanja pacienta v različne postopke. In eden izmed teh postopkov ali pa stvar, ki me najbolj veseli, je vključevanje pacientov v medicinsko raziskovalne projekte, predvsem pri Evropski agenciji za zdravila. Prezentacija danes bo imela nekaj delov, torej najprej kratek uvod, ki je že mogoče celo bil, zakaj bomo spremenili naslov predavanja danes. Potem nekaj o mojem delu kot zagovornika pacientov in kako se je to razvilo in zakaj. In na kar bomo se ustavili pri najpomembnejšem vprašanju, in to je, zakaj je sploh pomembno vključiti paciente v medicinsko raziskovalne projekte. Potem pa bi šli kar na praktične primere, in sicer največ bomo povedali o delu pri EMI in potem mogoče čisto na kratko še delo pri vključevanju pacientov v projekte Evropske unije, ki so financirani strani Evropske komisije. Nekaj o prihodnosti pacienta in mogoče predlog za jesensko, zimsko branje. In če bo ostalo še kaj časa, kratka predstavitev organizacije, ki jo vodim, ampak to predstavitev bom poslal tudi na društvo, tako da katerikoli član bi bil zainteresiran, da vidi današnje drsnice, lahko to dobi strani organizatorja. In na koncu seveda zahvala in moj kontakt, če boste imeli kakšnekoli vprašanja, ideje, predloge. Torej, uvod. Zdravljenje hepatitisa C je zame osebno pomenilo, da sem dal vse na stran in sem bil kar leto pa pol na bolniški. In takrat potem sem kot veste že verjetno nekateri napisal knjigo o stranskih učinkih zdravljenja z prejšnjimi zdravili za hepatitis C. In hecno, danes je ena izmed mojih najpomembnejših del, ki jih delam, da sem član odbora za farmakovigilanco pri Evropski agenciji za zdravila, ki se ukvarja s spremljanjem stranskih učinkov vseh zdravil, ki se uporabljajo v Evropski uniji. In to je tisto, o čem bi danes govorili, in tudi o tem, kaj lahko vi naredite, da ste bolj vključeni v te postopke. Torej, zagovorništvo pacientov. Nekaj o meni. Sem predsednik Slovenskega društva za paciente okužene s hepatitisom. V Belgiji pa sem trenutno predsednik Evropskega združenja pacientskih organizacij na področju problemov z jetri. To je največje združenje, ki združuje 25 držav, 32 organizacij in približno imamo okrog 120 do 130 tisoč članov. Glede mojega izobraževanja, imam trenutno 2 magisterija, en iz ekonomije in drugi iz mednarodnih odnosov. Tretjega upam, da bom uspešno zaključil naslednje leto, in sicer je iz menedžmenta mednarodnih organizacij pacientov. Tega pa delam na univerzi v Rimu. Tisto, kar je tu z rdečo, je Eupati Fellow. To je nekaj, kar sem naredil, izobraževanje, ki se ponuja za brezplačno, oziroma če želite certifikat, potem je treba plačati nekaj malega, ampak je zelo pomembno za to, da se izobrazite v tem razumevanju, raziskav in razvoju na področju medicine, in če želite biti bolj vključeni v te postopke, potem je to neka osnova.
Jaz sem seveda imel srečo in priložnost, da to izobraževanje končam. Zatem bomo še povedali nekaj o tem, kako se lahko vi vključite v to. Drugače pa iz področja zdravja nisem imel toliko znanja pred zdravljenjem hepatitisa C, zato sem se prijavil na online platforme večina znanih šol, da se izobrazim več na področju zdravja, in sem naredil izobraževalne certifikate na Harvardu, Yaleu, John Hopkinsu, University of Houston, University of New York in ostalih. Drugače pa pred mojim zagovorništvom pacientov sem bil trener komunikacije in sem imel certifikate iz neurolingvističnega programiranja. Danes najpomembnejša pozicija, o kateri bo tekla beseda danes, je tale pri Evropski agenciji za zdravila, in sicer v odboru za farmakovigilanco. To je ena, ki se ukvarja točno z zdravili, ki se uporabljajo v Evropski uniji. Sestanki izgledajo tako, da imamo 4 dni razprave, od 8 zjutraj do 8 zvečer, obravnavamo med 80 do 100 različnih zdravil, ki se uporabljajo v Evropski uniji, in dobivamo poročila iz strani pacientov in poročila iz strani medicinskih strokovnjakov o stranskih učinkih zdravil. Spremlja se vse. Recimo samo to, da boste imeli en občutek, koliko je teh poročil. V letu 2020, to je podatek, ki ga na pamet, je bilo 780 000 poročil strani pacientov v Evropski uniji. Ta poročila se dajo na Nacionalne agencije za farmakovigilanco, in tale presodi, ali je poročilo dovolj pomembno, da gre na Evropsko agencijo za zdravila in se obravnava na odboru za farmakovigilanco ali ne. In potem mi dobimo to poročilo, pregledamo in presodimo, ali se zdravilo naj še naprej uporablja, ali je treba podjetje, ki proizvaja to zdravilo, spomniti, da je treba nekaj drugače narediti, ali želimo dodatno raziskavo z njihove strani, ali pa celo v nekaterih primerih umaknemo produkt iz obtoka v Evropski uniji. To je veliko področje. Drugo veliko področje pa je, da sem lani decembra postal tudi vodja vseh pacientskih organizacij in civilne družbe, ki sodeluje z Evropsko agencijo za zdravila. Ostale pozicije so vezane bolj na to, da sem predsednik te največje organizacije za paciente JETER, ampak danes ne bom tega omenil, ker ne bomo se o tem pogovarjali. Torej, izobraževanje v PATI je, prevod tega je nekako Evropska pacientska akademija za terapevtske inovacije. Pomen pa je, da ponuja izobraževanje in usposabljanje brezplačno za razumevanje raziskav in razvoja zdravil, ter seveda za izboljšanje dostopnosti medicinskih informacij za bolnike in druge zainteresirane strani. Če želite certifikat po posameznem izobraževanju, potem računajo, mislim, da je okrog 8 €, zato da vam izdajo certifikat. Če pa želite pregledati vse, imate na voljo vso dokumentacijo, vse videe brezplačno. Trenutno je okrog 750 ali čez 750 vpisanih študentov preko njihove odprte učilnice, in imajo tudi orodje Toolbox, ki je na voljo v 10 različnih jezikih. Žal v slovenščini ne, ampak če obvladate angleščino ali katerikoli drugi jezik od teh velikih jezikov, potem to ne bo problem narediti. Pri izobraževanju zbirate neke značke, s tem v bistvu motivira svoje študente, da pridejo do konca, in s tem tudi dokazujete, da imate določeno znanje iz področja raziskav in razvoja na področju medicine. Torej, glavno ključno vprašanje je, zakaj sploh vključiti paciente. Vključevanje pacientov v klinične raziskave ima nek trend rasti v zadnjih letih. To vključevanje se povečuje, mi pospešeno iščemo, kateri pacienti bi bili pripravljeni, da se vključijo, in tisti, ki se lahko vključijo, so tisti, ki imajo določeno znanje, da lahko razumejo postopek. Raziskave različne seveda dokazujejo, da aktivno vključevanje pacientov vpliva na pozitivne učinke ne samo za paciente, ampak tudi za raziskovalce in ostale, ki so vključeni v proces raziskovanja. In tako je vključevanje pacientov danes postal ključen dejavnik uspeha raziskovanja v medicini. Torej, zdaj pa, kaj sploh delajo pacienti, če jih vključimo? Torej, dajemo povratno informacijo na stvari, ki jih slišimo, vidimo in so nam predstavljene. Torej, dajemo mnenje o načinu izvedbe raziskave in postopkov. Recimo praktičen primer, ko sem v Lyonu pregledoval z kolegi, ki so raziskovali
en protokol klinične raziskave, sem jim povedal, da noben pacient ne bo želel biti vključen v raziskavo, ki ima 3 biopsije jeter. In na podlagi te informacije so potem spremenili protokol, da je postal bolj prijazen do pacientov in malenkost drugačen, brez da bi zmanjšali kvaliteto raziskave na koncu. Torej, drugače delamo skupaj z raziskovalci na zmanjševanju rizika za tiste paciente, ki bodo vključeni v raziskovanje. Sodelujemo seveda pri izbiranju podatkov, različnih podatkov o raziskavah. In pa ena stvar, ki je izjemno pomembna, da prevedemo medicinske rezultate v enostaven jezik, enostavno razumljiv jezik in to delimo z širšo javnostjo. Torej, za uspešno izvedbo kliničnih raziskav na področju medicine danes je nujno sodelovanje pacientov. In z vključevanjem pacientov je zagotovljen en dragocen pogled, ki je drugače nedostopen. Tukaj predvsem mislim pogled na vpliv tega, da si del nekega raziskovanja na tvoje življenje. Torej, kvaliteto življenja in kako to vpliva na kvaliteto življenja. Kako vpliva na kvaliteto življenja, ali imaš eno zdravilo, drugo zdravilo, kombinacijo. Torej, to je nekaj, kar lahko odgovorimo samo pacienti. Zato so vsi prepoznali, da je dobro, da smo vključeni. Gremo kar na praktični primer. Vključevanje pacientov pri Evropski agenciji za zdravila poteka že kar nekaj let. Leta 1995 je bila ta Evropska agencija ustanovljena in že eno leto kasneje so se začeli pogovarjati z skupinami pacientov, kako bi lahko jih vključili v svoje delo. Leta 2000 so bili vključeni pacienti v prve odbore pri tej agenciji. Leta 2005 so nastala pisna pravila, kako je to sodelovanje urejeno. In leta 2006 se je ustanovila posebna skupina pacientov in civilne družbe, ki sodeluje z agencijo. Leta 2014 je agencija oblikovala en cel sektor, ki se ukvarja samo z sodelovanjem z pacienti. Leta 2017 pa so bila prve javne razprave glede uporabe zdravil. Leta 2020 so pri agenciji razvili načine delovanja in komuniciranja s pacienti v obdobju krize. Spomnite, to je bilo ravno sredi COVID krize. In trenutno delamo na tem, kako bi bolj sistematično uredili, kako lahko pacienti sodelujejo pri vseh pomembnih fazah življenjskega cikla raziskovanja različnih zdravil. Tako je vključevanje pacientov pri agenciji v vseh fazah. Torej, to so faze, kako pride do tega, da zdravilo pride na trg Evropske unije. Torej, je ena faza pred evalvacijo, potem je evalvacija in potem po evalvaciji še faza, kjer se pregleda, kako zdravilo deluje na trgu. Ta mala rdeča gospa pomeni, da so pacienti vključeni v ta odbor in kot lahko vidite, v vse odbore so vključeni pacienti. Sam sem vključen v odbor, ki se imenuje PRAC, torej Pharmacovigilance Risk Assessment Committee, in to je odbor, ki gleda, kako zdravilo deluje na trgu, kateri so stranski učinki zdravila in ali pozitivne strani uporabe zdravila so še vedno večje kot negativne plati. Naš odbor ima možnost ukiniti uporabo določenih zdravil na trgu in to se je že zgodilo zaradi različnih pritožb strani pacientov in drugega medicinskega osebja glede stranskih učinkov zdravil, ki več niso bila primerna ali pa so se uporabljala na neprimeren način. Torej, kot pacient pri Evropski agenciji za zdravila se lahko vključite tudi kot individualni pacient. Sam sem prvi stik z agencijo imel točno na tak način. Na internetu lahko najdete bazo, v katero se lahko vpišete kot ekspert. Če živite z določeno boleznijo, vas Evropska agencija za zdravila jemlje kot eksperta za to boleznijo in to je bil moj prvi stik z njimi, ker sem v tej bazi bil zaveden kot nekdo, ki je dal skozi zdravljenje za hepatitis C in prva stvar, na katero so me povabili, je bila obravnava v Londonu, kjer je eno podjetje predlagalo način izvedbe klinične raziskave za razvoj novega zdravila proti hepatitisu C. Takrat sem videl, kaj agencija je in kako dela in od takrat je prišla želja, da bi več delal z agencijo, kar se je potem kasneje tudi uresničilo. Lahko pa delate tudi z agencijo preko organizacije, če ste vključeni v katerokoli od teh 22 organizacij, s katero agencija sodeluje. Delovna skupina za paciente in potrošnike pri agenciji predstavljajo 22 različnih pacientskih organizacij.
predstavniki zdravstvenih odborov in seveda tukaj so tudi opazovalci iz uprave, iz Evropske komisije, predstavnik delovne skupine zdravnikov in raziskovalcev ter predstavniki koordinacijske skupine za medsebojno priznavanje in decentralizacijske postopke pri agenciji. Torej, naša skupina seveda deluje kot filter, svetovalec, generator dejavnosti, torej mi lahko predlagamo, o čem naj teče beseda na glavnih obravnavah pri agenciji. Mi lahko celo predlagamo, katere raziskave se naj naredijo, ker so določeni vplivi zdravil premalo raziskani. Delujemo tako, da organiziramo delavnice, informativne seje, nekatere so zaprtega tipa, nekatere so celo odprtega tipa, razna usposabljanja za naše člane in ad hoc tematske skupine. Primer ad hoc tematske skupine, ravno kar se je spremenila zakonodaja na področju urejanja farmacevtske zakonodaje in tukaj je bila ad hoc skupina narejena iz naše skupine, da je dala komentar na nov zakon na področju farmacije. Seveda ta skupina obravnava splošne teme in splošne pravilnike sodelovanja pacientov z agencijo, ne govori o posameznih zdravilih. Torej, to je delovna skupina za paciente in potrošnike, v katero od lani decembra vodim, in odbor za farmakovigilanco je pa nekaj, kar obravnava posamezna zdravila. Torej, sodelovanje z bolniki, s pacienti, z njihovimi organizacijami pomeni pozitivno plat tudi za agencijo, torej vnaša vsakdanje vidike življenja z boleznijo v znanstvene razprave, premaga premostiti vrzel med podatki, ki jih dobimo s kliničnimi raziskavami in kako so podatki iz resničnega sveta. In to je nekaj res, kar je velik prispevek pacientskih organizacij. Seveda s tem se tudi poveča preglednost, osveščenost in razumevanje, kaj se dogaja pri tem raziskovanju, kar posledično poveča zaupanje. Sodelovanje je seveda postopen postopek, torej proces, ki traja in se skupaj učimo, kateri format je najboljši med pacienti in agencijo. Seveda pomembno je, da se držimo svoje vloge, torej če jaz sodelujem z agencijo kot pacient, se naj držim svoje vloge, razen če sodelujem kot ekspert z znanjem iz medicine ali farmacije. Potem se pa ta vloga lahko tudi spremeni. Ampak načeloma mi kot predstavniki pacientov smo tam zato, da opozarjamo na stvari, ki so pomembne pacientom. Seveda ves čas pa skrbimo, da je sodelovanje v obojestransko korist. Pri odboru za farmakovigilanco sodelujem skupaj z Declanom. Žal je pred enim mesecem Declan podal odstopno izjavo zaradi problemov z zdravjem. In ostajam sam, v roku meseca, dveh bo Evropska komisija določila drugega, ki bo zamenjal njega v tej komisiji. Tu sem dodal samo en slajd, ki si ga lahko preberete kasneje. Žal ga nisem prevajal, ker je zelo natančno opisan v angleškem jeziku, ampak gre za to, da 13. januarja 2023 je Evropska agencija za zdravila umaknila eno zdravilo iz obtoka. In to sem vključil tukaj zaradi tega, ker je to bilo narejeno tudi zaradi razprav z pacienti in z predstavniki pacientov, ki so opozorili na stranske učinke tega določenega zdravila, in na podlagi vseh teh mnenj, tudi strokovnega mnenja raziskovalcev, je bilo to zdravilo umaknjeno iz obtoka. Nekaj o Evropski agenciji, torej o Evropskem združenju, ki ga vodim, Združenju pacientov za obolenje jeter. Mi smo pa vključeni trenutno v 11 raziskovalnih projektov, ki jih financira Evropska komisija. Napisali smo v zadnjem letu čez 30 novih predlogov in od teh predlogov jih je 8 bilo do danes sprejetih na prvi stopnji in odobrenih strani Evropske komisije. Ampak teh 11, ki že potekajo nekaj let, v njih sodeluje 148 partnerjev iz Evropske unije in moram reči tudi iz Amerike, ker mislim, da raziskovalni laboratorij za medicino v Harvardu sodeluje pri enem projektu zraven. Vse skupaj pa Evropska komisija namenja za teh 11 projektov čez 100 milijonov evrov za raziskovanje na področju jeter. In recimo to so vsi logoti od teh 11 projektov. Ne bom šel posamezno, ampak samo za primer, recimo projekt IPQRB, francoska skupina raziskuje in želi najti zdravilo za hepatitis B. Kot veste, če ima nekdo hepatitis B, potem mora imeti zdravilo celo svoje življenje. Ta skupina pa bi želela razviti zdravilo, ki bi ga jemali samo določeno obdobje, samo mesec, dva, tri, in potem več ne bi rabili zdravila, ker bi bili ozdravljeni.
Potem projekt Liver Screen je projekt, ki je največji pregled, screening pacientov v Evropski uniji v naslednjih 5 letih. 30.000 pacientov se bo skeniralo z namenom zgodnjega odkrivanja bolezni na jetrih. In vsak tak projekt ima eno izmed takih posebnih velikih ciljev. Prihodnost, torej, če še nimate kaj za prebrati čez jesen ali zimo, toplo priporočam knjigo Haralda Schmida. Najprej sem mislil, da je to Harald Schmid iz nemške televizije, pa ni. V Budimpešti sem na njegovi predstavitvi opazil, da je zelo zanimiv človek, tudi malo kontroverzen. Napisal tole knjigo Konec medicine in zakaj je to dobro za vas. Gospod je doktor medicine in je tudi naredil šolo za farmacevta in govori o tem, kako se bo medicina razvijala v naslednjih 50 letih. En izmed programov, ki ga je razvil skupaj na univerzi na Nizozemskem, kjer dela, je pogledal simptome bolezni, različne bolezni, in so potem odkrili, da medicina mora spremeniti način, kako klasificira različne bolezni. In on podaja idejo o tem, kako se bo razvijala medicina v naslednjih 50 letih. Izjemno zanimivo branje, tudi enostaven jezik, enostavno za razumeti, tudi tiste, ki nismo s področja medicine. Predstavitev Elpe, to bom pustil kot nekaj, kar si lahko pogledate na koncu prezentacije. Torej, tako smo sestavljeni, to so vsi naši člani, torej 32 članov iz 25 držav. Trenutna uprava do leta 2026, nekaj naših odborov, ključni dogodki, rak na jetrih. Velikokrat smo imeli razprave v Evropskem parlamentu, kjer smo pokazali, da je problem za vse paciente v Evropski uniji, ki imajo raka na jetrih. Napisali smo belo knjigo o tem, kaj je potrebno narediti na tem področju. Oblikovali smo spletno stran, kjer promoviramo mesec raka na jetrih, ki je oktober. Potem na področju zamaščenih jeter smo govorili tudi naprimer na levi strani spodaj imate gospoda Luxa Furlasa, ki je glavni odgovorni za izobraževanje v Evropski uniji, in smo želeli spremeniti kurikulum, kaj se uči o zdravi prehrani pri otrocih v Evropski uniji. Podpisali smo pogodbo o sodelovanju z dvema največjima proizvajalcema informacij o stanju hepatitisa na svetu, v Coalition for Global Hepatitis Elimination in Center for Disease Analysis Foundation. Imamo seveda certifikat za kakovost pri nas doma, pri Elpi. Zelo pomembno smo vključeni v socialne medije, približno 25 različnih kampanj imamo na leto, in za leto 2022 smo imeli 1 milijardo 300 milijonov impresij na socialnih medijih. Najlepša hvala za vašo pozornost, želim vam odlično konferenco še naprej. To je moj Gmail, če želite poslati kakšnokoli vprašanje. Moj LinkedIn profil, kjer najdete vse, kje sem vključen in kaj delam. In seveda tudi moj Twitter oziroma po novem X profil je tukaj. Najlepša hvala in želim vam lep dan še naprej.